Danes obvladujejo vse socialne strukture, torej gospodarske, politične, civilna družba in torej, kar se tiče sodelovanja med enimi in drugimi, če sem na kaj ponosen, kot župan v 12 letih, je to, da se v tem mestu nikoli nismo delili. Ne v mestnem svetu, v 12 letih se niti enkrat nismo preglasovali in torej želel bi si, da bi tako bilo tudi v prihodnje, ne glede na to, kdo bo vodil to mesto. Torej, magister Tonin je napisal eno seminarsko nalogo župani vse občni šerifi in tam je opisal, kako nastanejo omrežja. In ta omrežja pač nastane, to je normalno. Eno se tu naredi, ima malo več koristi od aktualnega župana kot druga. In če nekdo spravi 3 mandate, pa se to več na oblast, potem ta omrežja ustvari hočeš nočeš. In ta omrežja vladujejo tu in tudi že pravi določeno. Nisem več prepričana, kdo obvladuje Ptuj. Prepričana pa sem, da ga ne obvladujemo občani. Ta naša četica je v minulih dnevih, ko hodimo po lepi naši domovini in se pogovarjamo med seboj, velikokrat imela temo, ali župan en mandat in 50 mandatov, 100 mandatov, skratka, in zakon, ali je pač način. Ko bo samostrelec župan, ne rabi nobenega zakona. Prvo jutro prišel v službo, pa bo napisal, samostrelec izjavlja, da po maksimalno 8 letih se z občinsko politiko več ne bo ubadal. Druga stvar bom rekel, gledajte, ne bom sedel na direktorskem stolu, odnesem mi tisti zid sledevati ven, prenesem moj klečalnik, ki bom klečal vsaki dan,
čim prej računalnikom. Tretja stvar, da je vsako sobo bom dal napisati en list, na katerem se bo glasilo, kaj lahko naredimo za vas, občani. In to bo mantra, ki to mora vsaki znati na pamet povedati, vsak uradnik, kaj lahko naredimo za vas. Hvala